Spoštovane, spoštovani, prav lep dober večer na Slovenski matici v okviru cikla filozofskih predavanj, ki ga organizira filozofski odsek Slovenske matice. Ta predavanja, ta cikel je pripravil tematsko skupaj s profesorjem dr. Edvardom Kovačem, profesor dr. Lenart Škof, za kar se mu zahvaljujem. Danes je pred nami drugo predavanje iz cikla, ki ga smo uspeli zanj prejeti tudi sredstva iz Javne agencije za znanstveno, raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, tako da vsa predavanja tudi snemamo in so potem tudi dostopna javnosti na YouTube kanalu. In drugo predavanje iz tega cikla danes je posvečeno filozofiji obreda v duhovnih obzorjih Indije s posebnim ozirom na tradicijo čaščenja boginj Kali in Lakšmi. Predavala bo docentka doktorica Nina Petek, ki je docentka na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer poučuje predmete s področja azijskih filozofsko-religijskih tradicij, s posebnim poudarkom na filozofskih tradicijah in religijah Indije. Raziskovalno se ukvarja z ontologijo in epistemologijo v filozofskih šolah Indije in Tibeta ter tradicijo budističnega puščavništva v predelu indijske Himalaje. Prevaja iz sanskrta v slovenščino, poleg tega je avtorica 2 znanstvenih monografij, Bhagavad Gita, Onstran vizij, Tostran svobode in Na pragu prebojenja, Svetovi san v budizmu. Je direktorica Inštituta za študije meništva in kontemplativne znanosti. Spoštovana docentka, dr. Nina Petek, izvolite. Za sodelovanje na tem ciklu predavanj. Torej, kot je že nakazala Ignacija, bom danes osvetlila nekatere segmente 2 izjemno zanimivih tokov znotraj tradicije Šakta s posebnim ozirom na vprašanje oziroma samo strukturo, naravo rituala, pri čemer pa bom osvetlila tudi nekatere filozofske predpostavke, kar se tiče samo spremembo v metafiziki, v tantričnih sistemih in to tudi povezala z mitologijo boginje, da vas bom nekako na koncu pripeljala do nekega širšega vpogleda v 2 izjemno nasprotni si, ampak hkrati komplementarni tradiciji čaščenja in hkrati tudi tradiciji, ki pravzaprav vzpostavljata boginjo kot vrhovnega absoluta, ki se kot takšna v Indiji živa ohranja še danes. Ampak za sam začetek bom predstavila samo strukturo obredov v najzgodnejšem obdobju, torej začenši z Vedami in potem ta prenos k Upanišadam in k vzniku obredi v kontekstu tantričnih tradicij. Torej obredi v vedskem obdobju so bili pravzaprav nekako središče človekovega življenja, saj človek prek izvajanja obredov vzpostavljal stik z bogovi. Šlo je za nekakšno izmenjavo, skratka človek je daroval in Bog mu je povrnil za tisto, kar je daroval, kar je prosil, s tem pa se je ohranjala harmonija, torej red rta na makro- in mikrokozmični ravni. Tako da obred je bil zunanji, torej tisti, ki je nekako zagotavljal neko ravnovesje vseh plasti družbe in hkrati seveda tudi makrokozmosa. Ni bilo še toliko recimo nekih referenc na ritual kot neko poglobljeno meditacijsko tehniko. Tako imenovana internalizacija rituala se zgodi pozneje z Upanišadami, kjer pravzaprav ritual postane eno tako intimno področje meditacijskih prizadevanj in predstavlja bistven odmik od tega javnega. Tako, tukaj na tem prvem slajdu sem dala v PowerPoint tudi eno himno, ki je posvečena Agniju,
Torej, Agni, božanstvo ognja, ne samo ogenj kot nek element, ampak celo božanstvo je bil izjemno pomemben, zato ker je bil nekakšen posrednik med ljudmi in med bogovi, on je tisti, ki je pravzaprav prenesel darove človeškega sveta v Božji svet. In tukaj je ena himna iz Rigvede. Agnija slavim, postavljenega na čelu obreda, božanskega žrtvenika in posrednika, najbogatejšega podeljevalca darov. Tako da centralni element rituala je torej ogenj. Ogenj nekako postane, oziroma je še vedno pomemben v poznejših oblikah rituala, tudi v šakra tradiciji, ampak se pojavijo različne manifestacije ognja v povezavi z obredom, kar bomo videli pozneje. Ampak kar se tiče samega premika od vedskega k upanišadskemu ritualu, ne gre zgolj za to ponotranjenje rituala in premik od nečesa zunanjega, ampak gre hkrati tudi za negovanje neke druge vrste ognja. To je tako imenovani tapas. Tapas je sicer neka splošnejša oznaka za askezo, ampak se nanaša tudi na ta notranji žar, torej na notranji ogenj, to pa nekako metaforično pomeni moč askeze, torej nekega drugačnega rituala, ki se izvaja v samoti, stran od vrha družbenega, hkrati pa seveda pač pomeni neko močanje, torej veseljanje v sami meditaciji. In tapas, torej tako imenovani notranji ogenj, je bil pravzaprav, negovanje tapasa je pravzaprav v Upanišadah postavil nekakšen predpogoj za vrhovni uvid, to je uvidva Brahmana, ki seveda presega vse po svetu. Tako da tu se pojavi ta bistveni premik, torej negovanje notranjega ognja, opustitev zunanjega ognja, predstavlja tudi neko drugo polje spoznavnih možnosti, ki vodi onkraj tega posvetnega in vodi tistemu, kar ta svet presega in hkrati predstat sveta. Tako da z Upanišadami se torej utrdi ta asketska meditacijska linija in ta ritual se pravzaprav bistveno ponotranji. Potem, kar se tiče te prelomnosti v samem pojmovanju rituala, je vsekakor ključna Bhagavad Gita. In sicer tudi v Bhagavad Giti ritual postane forma čaščenja. To je precej drugače kot v Upanišadah, kjer je šlo za neko filozofsko kontemplacijo vrhovnega absoluta. Tukaj gre pa za čaščenje konkretnega Boga, torej Boga, ki je hkrati osebni Bog, s katerim je nekako človek tudi intimno povezan. Tako da pri tem je nekako vsaj treba izpostaviti, da pri Bhagavad Giti ni šlo za popolno opustitev zunanjega rituala. Kršna na enem mestu pravi, da je zloben tisti, ki opusti ritual, ker s tem zunanji ritual, ker s tem nekako ne prispeva k temu, da se kolo vrti, torej da se ohranja red univerzuma in hkrati red družbe, ampak hkrati nekako poudari tudi ta ključni vidik negovanja tega notranjega rituala, ki torej postane forma čaščenja Boga, kar se imenuje v kontekstu Bhagavad Gita Bhakti. Tako da v Bhagavad Giti se nekako spostavi neko ravnotežje med obema vrstama ritualnih prizadevanj. Hkrati pa se pojavijo že eni izjemno bistveni premiki, kar se tiče samih nekih konkretnih daritev. Torej, darovi v Bhagavad Giti niso več tako, če rečem, zahtevni kot v recimo vedskem obdobju, kjer se je med drugima tudi žrtvovalo živali. Tukaj gre za eno novo vizijo same daritve rituala, ki mora biti absolutno skromna. In tukaj nekako lahko preberemo iz 9. poglavja, v prevodu glasa pa Heinrich Klander, pravi Kršna takole, ko pravi Arjuni, kaj naj mu daruje. Če kdo pobožno udar mi da cvetico, sadež, vodo, vis, ta dar iz čistega srca in iz ljubezni sprejme vrat. Karkoli delaš in kar ješ in kar žrtvuješ in daš udar, in če se čemu odpoveš, posveti meni Arjuna. Tako, tukaj gre za te bolj skromne darove, torej cvetica, sadež, voda, list, in to pozneje postane v poznejšem razvoju hindujskih tradicij, to postane tudi temeljni element, temeljna daritev rituala, in tako je še danes, zlasti kar se tiče bolj teh nekih javnih tempelskih čaščenj in tudi seveda domačega rituala. Seveda pa je tukaj nakazana tudi neka druga vizija notranjega obreda, kot odpoved. Torej odpoved nekim sebičnim, egoističnim željam je torej neka nova oblika obreda, ki nekako tudi pomeni izkazovanje ljubezni do Boga, hkrati pa tudi pomeni neko lastno osebno pot napredovanja, torej eliminacija svoje lastne sebičnosti z mislijo na Boga. Tako,
Torej, kot rečeno, kot že vsi veste, se tudi v Bhagavad Giti pojavi neka nova vizija božanskega, ki se pojavi tudi v fizični obliki, torej kot avatara. To je gotovo tudi vplivalo na poznejše oblike čaščenja, ki se imenuje Murti Puja, čaščenje Boga v podobi, kar nekako predstavlja, oziroma verjame, da gre za fizično prisotnost Boga na zemlji. Sicer Murti Puja še ni bila izdelan koncept v času Bhagavad Gite, vsekakor pa je tudi ta ideja o avatarju, kot o Bogu, ki se pojavi pred človekom, torej v svoji leseni obliki, vsekakor vplivala na to v poznejših tantričnih tradicijah. V tantričnih tradicijah, tantrične tradicije nasploh delimo tako zelo široko delitev je na dakšinačarja in mačaro, na tako imenovane desne in leve tokove. Desni so ortodoksnejši, bolj sledijo tudi nekim konvencionalnim zapovedim indijske družbe, torej bolj sledijo tej neki širši strukturi neke zunanje urejenosti. Tako imenovani levi tokovi pa so, kar se tiče izvajanja ritualov in samih meditacijskih tehnik, niso tako konvencionalni in pravzaprav rušijo vse te konvencije in se nekako tudi upirajo tej strukturi. Ampak nasploh, zdaj za začetek, bi samo na kratko predstavila, kaj pravzaprav nekako pomeni ritual na tantričnih tradicijah in kar je značilno za oba tokova. Torej Murti Puja, kot sem že prej omenila, gre za čaščenje boganja v templjih, prek podobe, prek darovanja, ki jih je navedel že Kršna v Bhagavad Giti. Tako da to je neka nova forma rituala, tudi čaščenje v templjih. Hkrati pa ritual postane tudi dikša, torej to pomeni iniciacija. Zlasti v tistih tantričnih tradicijah, ki so temeljile na formiranju nekih asketskih skupnosti. Skupnosti tantrikov je bila ključna iniciacija, torej vstop iz nekega starega načina življenja v neko novo območje, kjer gre za neke drugačne vrste duhovne prizadevanja. Tako da iniciacija tukaj postaja tudi pomembni ritualni element. Hkrati pa se pojavijo seveda tudi nove forme joge, ki so precej drugačne od tistih, ki so nekako sledile vedskemu obdobju, torej precej drugačne od Patanjali Ashtanga joge, torej pojavijo se razne jogijske tehnike, ki so imenovane, oziroma ki jih lahko nekako poimenujemo pod skupnim izrazom Hatha yoga, kjer je bistveno vključeno tudi telo in hkrati v samo tradicijo joge so vključeni tudi številni ritualni elementi. Torej, ritual pravzaprav postane integralni del same jogijske prakse, ampak recimo neko tudi konkretno izvajanje ritualov, ne samo recimo izrekanje manter ali uporaba muder, ampak gre tudi za pravzaprav neke posebne izbire prostora, kjer posameznik kot del same jogijske prakse v tem prostoru vzpostavlja stik z božanskim, tako da recimo pripravlja nek svoj ritual z ognjem, z raznimi darovi, tako da to preide nekako s tantričnimi tradicijami tudi v sam kontekst joge. Tako, iniciacija predstavlja vstopni ritual, potem pa nekako se v asketskih tradicijah, oziroma v tradicijah tantrikov, tistim, ki se posvečajo tudi poti, ki vodi do osvoboditve, pravzaprav ritual postane ena posebna forma joge. Torej, danes sem se odločila, da predstavim eno izjemno zanimivo tradicijo, ki je zelo kompleksna, zelo široka, ampak sem se osredotočila na čaščenje, ki se dotika dveh boginj, ki pravzaprav predstavljata ti dve smeri, ki sem jih prej omenila, torej tako imenovano levo in desno tantrično tradicijo. Predstavila bom torej dve različni formi rituala, ampak pred tem, da bomo razumeli, kako se pravzaprav ta ritual formira in kakšna je narava tega rituala, se bom postavila pri začetkih oblikovanja te tradicije. In sicer pri enem izjemno pomembnem besedilu, Devi Mahatmja, ki je del Markandeja Purane. Skratka, v tem besedilu se pojavi vid o Devi kot o vrhovni bogini. Sicer gre takole, da Indra ni mogel premagati demona Mahiše in je zato prosil za pomoč tri bogove, Brahmo kot
boga stvarnika, Višnuja kot ohranjevalca in Šivo kot uničevalca. In takrat so se vsi tri bogovi tako razjezili, da je iz te neizmerne jeze treh bogov se rodila nastala boginja Devi, poimenovana kot Durga. In Durga je šla v boj na svojem tigru, levu ali bivolu, so tudi različne variante tega mita. In premagala demona, torej popolnoma ga je končala, porazila, mu glavo odsekala z diskom, skratka, šlo je za eno tako megalomansko zmago, na katero so bili vsi bogovi ponosni in so tudi poprosili boginjo, da če jo bodo še potrebovali, da je za kakšno pomoč pri boju z demoni, bi jo prosili, da jim nekako pri tem tudi pomaga in boginja je dejala seveda, kadarkoli ima, da ste potrebovali, priskočil na pomoč. Ta mit je izjemno pomemben. Zakaj? Ker gre seveda, boginja je ženska in nekako ta vloga ženske kot bojevnice je bila za kulturni, družbeni in nasploh duhovni kontekst same Indije precej nenavadna. Torej, moški ne more poraziti demona, koga ženska, ki se sicer rodi iz njihove moči, ampak jih hkrati s tem tudi preseže. Tako da ta vloga ženske boginje kot bojevnice nekako preseže te konvencionalne vloge ženske, ki so bile recimo zapovedane v predhodnih obdobjih, ker recimo boginja tudi ni bila čaščena na tak način, kot se to pozneje pojavilo v tradiciji Šakte, recimo v času Ved, torej boginja ni bila tista, ki bi lahko zagotovila neko harmonijo na ravni družbe in na ravni celotnega univerzuma, ampak so imele vsekakor pač boginja bolj postransko vlogo. Durga pa pravzaprav tudi prevzame tisto vlogo, ki je bila sicer pripisana moškim božanstvom. S poznejšim razvojem te tradicije, ki se imenuje Šakta, se torej pojavita dve veji, dve glavni veji znotraj tega, in sicer Šrikula in Kalikula, družina oziroma kult, razred dobrohotne boginje in črne, temne boginje. Tako da tukaj imate ti dve boginji, ki vsaka od katere nekaj predstavlja eno od teh družin. To je dobrohotna boginja, tukaj imate na lotusu sedečo boginjo Lakšmi. Pripada tako imenovanemu južnemu šaktizmu, ta se je formiral najprej na jugu, Kali, temna boginja, pa se je čečenje, Kali pa se je oblikovalo na severu, tako da nekako ta razvoj šaktizma, nekateri imenujejo tudi severni in južni šaktizem. Skratka, znotraj tega se potem oblikuje zelo raznovrstna tradicija, razne religijske skupine, pridružijo se seveda še druge boginje, ampak ti dve sta pravzaprav najbolj reprezentativni in nekako predstavljata v bolj nekem abstraktnem besednjaku, ne toliko v tem mitološkem, pravzaprav predstavljata dva pola ene in iste realnosti. Torej nekega abstraktnega, vrhovnega boga absoluta, ki je boginja, ki je Devi in vključuje v sebi obe nasproti. Tako da pravzaprav lahko govorimo o eni napetosti, oziroma nekateri govorijo tudi o ambivalencah znotraj same identitete vrhovne boginje Devi, ampak večina tudi sodobnejših mistikov, filozofov, recimo tudi Šri Ramakrishna je dejal, da pravzaprav to ni nobena kontradikcija, soobstoj teh dveh lastnosti, torej divje, neuklonljive, nevarne boginje, na drugi strani dobrohotne in prijazne, to pravzaprav ne predstavlja kontradikcija, ampak podsikava samo totaliteto tega vrhovnega absoluta. Pojavijo se še ene delitve, torej v kontekstu zahodnih raziskav teh tradicij, Vendidoni ga recimo poimenuje ti dve tradiciji tudi kot tradicija boginje Zobje, boginje Prsi, torej boginja jezne, nevarne boginje in boginja in tradicija boginje, ki je mati, ki svojim častilicam nudi zavetje. Tako s tema dvema popolnoma različnima identitetama dveh boginj pa je seveda povezan tudi ritual, ampak najprej se še ustavimo pri sami identiteti, da bomo tudi razumeli recimo tudi načine čiščenja v templjih in sam proces tega ritualnega, bolj intimnega dela, ki ga imenujemo meditacija. Torej, Šri Lakšmi je v zgodnejših tekstih Šri Vajšnava tradicije, ki vzpostavljajo to polje, na osnovi katerega se je potem oblikovalo bolj sistematizirano čiščenje
Lakšmi je predstavljena kot dobrohotna boginja in mati stvarstva. Tukaj na tej sličici je predstavljena kot tista, ki sedi na lotusu, in to je ena podoba, ki odslikava njeno avtonomijo. Večinoma je upodobljena in je tudi čaščena, recimo v templjih skupaj z bogom Višnujem. Se pa je na jugu Indije še danes se ohranja tradicija čaščenja Lakšmi kot popolnoma neodvisne boginje, ki ne potrebuje Višnuja kot svojega sobotnika oziroma kot tistega, ki je odgovoren za stvarjenje sveta, ona je pa samo ena njegova pomočnica. Ampak ponavadi je to razmerje med Bogom in boginjo takšno, kot je lepo upodobljeno recimo v podobi dveh pavov. Torej, Višnu je velikokrat, tudi že v Puranah in v višnuističnih tekstih opisan kot pav. Torej, nekdo, ki ima vso to lepoto v svojem perju, pav, kot je prelesna, čudovita žival in razprto perje je pravzaprav en simbol stvarstva, duhnika katerega seveda pripelje Višnujeva moč. Ampak tudi v več pesmih in kot že rečeno v raznih Puranah je rečeno, da pravzaprav Višnu brez Lakšmi ne more ustvariti sveta, ker nima nobene motivacije. Komu se bo pokazal? On je itak vsemogočen, ima vse, nima motiva, da bi ustvarjal, če ni Lakšmi. Tako da Lakšmi je pravzaprav nek zunanji motiv, ki Višnu nekako spodbudi, da nekako razpre to svoje pelje. Tako da recimo Lakšmi je v tem razmerju Višnuja kot stvarnika izjemno pomembna, če tudi samo pač neka podporna funkcija, je kljub temu izjemno pomembna, ker brez nje Višnu preprosto ne bi ustvarjal sveta. Ampak kljub temu mu podrejena, ker nekako on je tisti, ki pravzaprav ima to moč, ki ima ves ta potencial, vso to bogatstvo še neustvarjenega v sebi. Zavoljo tega, zavoljo te sicer nekaj podporne, ampak silno pomembne vloge Lakšmi je ta, tudi v templjih, višnuističnih templjih, velikokrat zelo subtilno upodobljena na Višnujevih prsih. Tukaj, če vidite, tukaj ta sličica na sredini, to je znamenje Širvaca, torej ljubljen od Širi. Višnov je ljubljen, oboževan od Širi in jo vselej nosi na svojih prsih, ker brez nje je pravzaprav nepopoln. Oziroma je popoln, ampak kot stvarnik nima te motivacije, da bi se sploh začel ukvarjati s proizvajanjem raznih ravni bivajočega, ampak je ona integralni element njegove identitete. Njena spremenjevalna, ampak hkrati tudi silno pomembna vloga pa je prikazana na desni sličici, in sicer gre za izjemno znano podobo iz višnuizma, gre za čas po disoluciji, po destrukciji vseh svetov, ko univerzum preplavi kozmični ocean in na oceanu plava kozmična kača, na kateri počiva Višnu. Ponavadi je podoben tako, da mu stopka poganja lotosov cvet, na katerem sedi bog Brahma. Je pa ob njem Lakšmi, torej tista, ki čaka, da se bo Višnu prebudil. Torej ena taka varuhinja njegovega spanca, hkrati pa tudi tista, ki jo bo v svojih nogah prvič vzrl in bo dobil motivacijo, neko voljo, da sploh ustvari svet. Tako in nekako v skladu s tem razmerjem med Višnujem in Lakšmi so se oblikovali potem tudi templji in tudi rituali, tako da večina templjev, tudi, ko bom pokazala na koncu, tudi če je posvečena Lakšmi, je v njem večinoma vedno navzoča tudi samo prisotnost Višnuja. Tako tukaj pa recimo ena podoba Lakšmi kot neodvisne boginje, torej ta tradicija se še danes ohranja na jugu Indije, Šri Vajšnava. In sicer je Lakšmi predstavljena kot vrhovna boginja, ki ima ta potencial stvarjanja, so to mnoštvo, so to totaliteto še neustvarjenega v sebi, ima ta stvariteljski potencial, je hkrati materija in hkrati duh, torej v tantrični tradiciji se nekako tudi pravrednoti to razmerje med duhom in materijo, torej ne gre za dualizem, ampak gre pravzaprav dva pola, ki sta vsebovana v enem vrhovnem principu, in to je recimo v tem primeru vsebovana v Lakšmi. Ona vsebuje to moč stvarjenja in hkrati
ves ta potencial. Vse še tisto, kar je še neustvarjeno, ampak potem navzoče v njej. Ponavadi je kot samostojna bogvinja, torej ko ne spremlja Višnu, je upodobljena tako, da jo z vodo iz ribice škropijo sloni. Torej tukaj gre za ta motiv slonov, ki je bistveno povezan. Sloni so tudi simbol vode ljudi, torej iz ribicev pihajo vodo in so nekak simbol rodovitnosti, torej zemlje, ki je rodovitna in naredi ogromno pridelkov, ker tudi sama Lakšmi je simbol blagostanja, tudi materialnega blagostanja in hkrati nekega širšega bivanjskega blagostanja. In sloni nekako, ki obkrožajo, podabljajo prav to. Zato je velikokrat Lakšmi upodobljena kot sedeča na lotosu, seveda na vodi, na kateri pa tudi plavajo sloni. Tako da recimo to je ta upodobitev Lakšmi kot neodvisna bogvinja. Velikokrat v samih ritualih, če je čaščena kot neodvisna bogvinja, pa ne spremlja Višnu, ampak Ganeša. To je pa sicer Šivov sin, je bog iz šivaistične tradicije, ampak se je že v času vznika čaščenja tega božanstva Ganeša pravzaprav uveljavil kot popolnoma avtonomno božanstvo, ki je iz konteksta šivaizma prešlo tudi recimo v obzorja višnuvizma in celo budizma. Tako na kratko o identiteti boginje Lakšmi. Torej tukaj pa še drug pol Mahadevi, vrhovne boginje, torej ta jezni, neukrotljivi in neobrzdani del. To je pa bistveno povezano tudi z eno zgodbo iz preomenjenega dela Devi Mahatmja. Sicer gre takole, torej bogovi so sklepali razne kompromise, razne pakte z demoni. In demoni so zopet na neki točki v času dobili strašansko premoč nad bogovi in so rekli, pustili se bomo premagati, če uredite to, da se bo boginja pred nami pokazala gola. Bogovi pristanejo na to in pošljejo Durgo v boj. In potem Durga izve seveda za ta dogovor in takrat je popolnoma zaprepadena. Prekolja vse bogove in pravi, kakšni moški, kakšni bogovi ste, da ste me tako neizmerno ponižali in v tistem trenutku iz nje zrase neizmerna jeza. Neizmeren srd in ta srd je boginja Kali. Tako da Kali je pravzaprav rojena iz neizmernega besa Durge, ko je doživela to neznansko ponižanje. In v tem neizmernem besu je Kali vsemogočna. Torej pobija vse demone, ampak ne samo demonov, in to je izjemno pomembno, pobija vse, kar ji pride na pot. In to je ključna razlika med Durgo in Kali. Torej Durga je na nek način simbol dharme, torej tega klasičnega pojmovanja dharme, kot nečesa dobrega. Torej Durga skrbi za to, da se ohrani dobro in da se izniči zlo. Torej da zmagajo demoni, da so izničeni, da zmagajo bogovi, da so izničeni, poraženi demoni. Durga pobija samo slabo. Kali pa vse. Torej Kali je tista, ki ne gleda na to, kdo je dober, slab, pošten, nepošten, skratka, uničuje vse, kar ji pride na pot. In to je ta bistvena razlika in to je tudi ta ključni element te identitete boginje Kali, ki se pri njenem čaščenju in nasploh sami strukturi tudi sodobne identitete Kali še danes ohranja. Tukaj je še en pomemben mit o tem, kaj se zgodi. V tem nebrzdanem besu se bogovi prestrašijo, da bo Kali uničila celoten univerzum. In kaj se zgodi? Šiva vidi, da mora nekako ukrepati, ampak v resnici se strašansko boji in se ne upa nič verjeti, torej ne upa se reči, da se ustavi. Zato izbere bolj subtilno potezo in sicer se uleže pred njo, torej kot divja, se stran od nje uleže na tla in Kali stopi nanj. In takrat na tistem trenutku, ko stopi nanj, Kali pogleda Šivo in vidi, da Šiva bog leži na tleh. In takrat se na njenem obrazu, da tukaj se ne vidi najbolj, ampak gre za en tak značilen nasmešek, ki je sramežljiv. Lađa se imenuje to v sanskrtu.
To je pravzaprav, ja, zelo težko je to opisati, ne. To je ena sramežljivost, umiritev, sramežljivost in tak občutek, ko en kolega iz Indije, en profesor mi je to opisal, kot občutek, ja, v zemlji bi se pogreznil, ampak hkrati je nek občutek neke pomiritve, ne. Skratka, nekaj, ne, kar Kali doživi takrat, ko vidi Šivo in takrat se pravzaprav zave, da ima neizmerno moč in da univerzuma ne sme uničiti, ampak je, ker ima tako neizmerno moč. Hkrati s tem, ko je uničevalka tudi mati univerzuma. Zato njeni častilci zelo pogosto nazivajo ma. Pravi častilci Kali ne nazivajo Kali, ampak je ma, to pomeni mati, je mati univerzuma in takrat se pomiri. In zato je seveda ključen Šiva, tako da šaktizem in šivaizem sta izjemno tesno povezana, tudi kar se tiče nadaljnjega razvoja in nekako tako še danes. Zdaj, kar se tiče same te zgodnje mitologije, bi bolj v nekem abstraktnem besediljaku Kali lahko opredelili kot neizmerno moč. Torej, Kali je neizmerna sila, ki pravzaprav privede nekakšna prvobitna materija, prvobitna energija pred vsakršnim stvarjenjem. Ampak, da se iz te energije, iz te materije, da se formira svet, ki je urejen v neke smiselne strukture, potrebuje nek okvir in ta okvir je Šiva. Tako da recimo v tradiciji čaščenja Kali, je Kali torej opredeljena kot vrhovni absolut, pojavi se recimo izraz Adja Kali oziroma Kali Brahman. Kali je Brahman, je neizmerna moč, njen okvir, ki pravzaprav to neizmerno silo kategorizira, v smisli jo razporedi v neke smiselne skupine bivajočega, pa je Šiva. Tako da recimo tukaj se pojavi ta nekak preobrat teh razmerij, kot smo videli na primeru Lakšmi in Višnuja, je pravzaprav Šiva tisti, ki ima neko podporno funkcijo in je pravzaprav Kali tista, ki ima vso neizmerno moč. Tako da ta moč boginje in recimo sama identiteta Šive se kaže tudi v drugih sistemih, drugih šivaističnih sistemih. Ponavadi je Šiva opisan kot tak, ki je brez šakti, torej te sile neizmerne moči boginje pravzaprav truplo, je prazen, oziroma ne moremo sploh govoriti o Šivi brez šakti. Šakti moč je torej integralni element samega Šive, tudi v tradicijah, kjer je Šiva opisana, to je vrhovno božanstvo. Pa še nekaj izjemno pomembno, kar nekako odslikava tudi to bistveno identiteto boginje, torej njeno avtonomijo, njeno popolno neodvisnost, da se je za to dejanje tega samonadzora, samoobvladanja odločila sama. In v resnici bi se lahko odločila drugače. V resnici bi lahko nekako divjala naprej, ampak se je zato nekako prek spodbude Šive odločila sama, da s tem preneha. In tudi v tem dejanju se kaže torej njena popolna neodvisnost in to nekako izhaja, torej ta neodvisnost boginje, avtonomija ženska izhaja že iz nekaterih drugih besedil, ki so bolj povezana s šivaizmom, tako da ta identiteta Kali je recimo tesno povezana tudi s tem mitom, ki je podoben tukaj. Torej tukaj gre za odlomek iz Rudra Samhite, oziroma ta flečica ponazarja odlomek iz Rudra Samhite, ki je poglavje iz Šiva Purane. In sicer gre za vzpostavljanje identitete Šive prek nizanja raznih mitoloških zgodb. Šiva je pravzaprav tako kot Kali, v resnici je marginalec, je nekdo z roba. Torej že v vedskem panteonu je Rudra predhodnik Šive, bil bog, ki je bil pravzaprav grozljiv, jezen in posuman bog in so se ga raje izogibali, skratka je nekako izstopal iz tega panteona in ta narava Šive se potem nekako ohranja tudi v tekstih, ki bolj podrobno, konkretno vzpostavljajo njegovo identiteto. Skratka, ta zgodba govori o enem ritualu, o vedskem ritualu, ki ga je izvedel Dakša. Dakša je povabil vse bogove v ta ritual, ki so ga izvajali svečeniki, razen Šive. Šiva pa je bil partner, ljubimec njegove hčerke, Sati, in očetu Dakši seveda tudi to ni bilo všeč.
Torej, Šiva je že po zunanjem izgledu zelo izstopal, imel je nekonvencionalen izgled, oblečen živalske kože, gol z dolgimi lasmi, skratka takšna ga je razumel oziroma ga je nekako obravnaval kot popolnoma neprimernega ženina za svojo hčerko. In je bil tudi to razlog, da ga ni povabil, ne samo to, da je bil tak nekonvencionalen divji bog. In potem Sati je bila pa asketinja, torej izjemno predana asketinja, v katero ravno zato se je Šiva zaljubil vanjo. In potem nekako Sati je nas v dolgi pasosi v tej dvorani, nekako Sati prepričuje Šivo naj gre na obred, ampak Šiva noče in potem takša sklene na koncu Šiva, ne sme priti na obred. In to je moja zadnja beseda. In potem, kaj naredi Sati? Sati se s pomočjo tapasa, torej pravzaprav z močjo svoje askeze se žge tem očetom. In tako se mu upre. In to je pravzaprav eno tako tudi izjemno presenetljivo dejanje za takratni kontekst, torej hčerka je seveda podrejena, spoštljiva do očeta in seveda sprejema njegovo voljo. Tukaj se pa kaže ta upor Sati, ki ni želela sprejeti očetove volje. Tako da je Šiva takrat potem iz Himalaje pride bil zbesen in on uniči vedske rituale, torej povzroči popolno razdejanje in na pogorišču tega starega rituala pripravi svojega. In to je pravzaprav nek nov začetek, tako imenovanega, to je tudi en tak simbol tega novega tantričnega rituala, zlasti v kontekstu šivaistične tradicije in tradicije Šakta. Skratka, so bogovi, bogovi boginje, ki nekako sledijo tudi nekim konvencionalnim zapovedim, že prej izpostavljenih ritualnih dolžnosti in same forme rituala, so pa bogovi in boginje, ki pridejo pravzaprav v sredo samega hinduizma, v hindujsko tradicijo z robov. In se pravzaprav nekako sami na en tak, mogoče malce radikalen način vključijo vanjo in nekako pač postanejo zelo pomembni členi tega hindujskega panteona božanstev. Zelo podobno je s tako imenovanimi temnimi boginjami. Vedno se giblje na robu, ampak pravzaprav neko svojo neizmerno silo močjo se same integrirajo v neko širšo ritualno, družbeno skupnost ljudje in so recimo izjemno čaščene. Tako kot Kali, kot temna boginja, ki se giblje na robu, njeni častnici izvajajo nekonvencionalne meditacijske prakse, rituale, ki niso odobravani strani širše skupnosti, ampak kljub temu, ona je mati, recimo, to se kaže v vzhodni Bengali, ki je pravzaprav kraj boginje Kali. Tako, potem Šiva pravzaprav zapleše s tem truplom Sati po univerzumu, torej nadene te ostanke zoglenjenega trupla na trizob, zapleše po univerzumu in kamor so parti deli tega trupla Sati, stojijo danes templji, ki so posvečeni Kali. Tako da pravzaprav je tudi ta vznik templjev, ki so posvečeni boginji Kali, bistveno povezan s tem jutri. Ker to dejanje Sati pravzaprav tudi predstavlja eno tako izjemno avtonomno dejanje in eno izjemno notranjo moč, kar pa je seveda tudi temeljna karakteristika same Kali. Zdaj pri obeh tradicijah, kar se tiče samih obredij, je tako, da lahko govorimo o tako imenovanem zunanjem in notranjem ritualu. Torej, zunanji rituali se izvajajo v templjih, so torej javni rituali, kamor pridejo pač večje množice častilcev. Kali kot boginja, kot pravzaprav nek objekt same meditacije in kot tisti vrhovni cilj spoznanja, pa se, kot je izpostavljeno že v tantričnih tekstih posvečenih Kali iz 8. in 9. stoletja, je izpostavljeno, da so najpomembnejši kraji za soočenje s Kali, za srečanje s Kali, za izvajanje ritualov, ki so posvečeni tej bogini, kraji, ki so neugodni. Torej, kraji, ki so zopet marginalni, ki so nekje na robu, ki so umazani, ki so strašljivi. Eno od teh je pokopališče, ampak to sicer je treba poudariti, da to ni novost šaktizma, to ni novost tradicije čaščenja Kali, ker recimo že v zgodnjem budizmu je Buda predlagal meditacijo, recimo Asubha Bhavana, o odnosnosti telesa, odvratnosti telesa in potem Maranasati meditacijo o smrti, da se seveda pač to meditacije, ki se nam izvajata tam, kjer gre za neposredno soočenje smrti, tako da to ni neka pretirana novost, ampak recimo s tantričnimi tradicijami, bolj levo tantričnimi,
prebivališča, kot tega prostora par excellence za meditacijo, se še nekako kljub temu ne dodatno povodi. Potem razna križišča, razni, recimo, neugodni prostori, kot recimo obrobja kakšnih mest. To je en tak bolj neugoden kraj v Kalkuti, kjer lahko recimo tukaj na vaši levi, mislim na levi, lahko vidite kipec Kali. Zakaj se pojavlja na takih krajih? Ker pravzaprav nekako častilci Kali verjamejo, da ni mogoče dospeti do osvoboditve od vseh navezanosti prek tega, da meditirajoči ne gre skozi lastno temo. Tako da recimo Kali v nasprotju, kot bomo videli pri Lakšmi ali pa kot je recimo izpostavil Kršna, Kali v bistvu zahteva eno samo delitev. To je pač človekova lastna tema, to je človekova bolečina. Tako da Kali kot temna boginja je nekako tudi tista, ki je večinoma čaščena tudi po noči, torej kar se tiče samih bolj individualnih ritualov, tako da to je boginja tema, ker že sama tema nekako je rečeno, da trebuje temo v človeku, torej neka slaba nagnjenja želje in ta pot je seveda lahko precej naporna, ker se še nekako tudi dogaja izvajanje teh precej napornih krajih. Ampak ja, torej to je ta linija osvobajanja, ki gre skozi pravzaprav najtemnejše kotičke meditirajočih, kar pa je seveda pogojeno same prostore. Torej Kali zahteva recimo bolečino strahova, torej v nasprotju s cvetjem, s dobrimi mislimi. Kar se tiče nekih konkretnih ritualnih daritev, pa večinoma, če gre za nek bolj intimen, individualni ritual, častilci Kali darujejo rdečo cvetje ob ogenj ali v ogenj. Nekateri pa tudi celo svojo kri, ampak ta tradicija se ne ohranja v Indiji, ampak je ta tradicija častilcev Kali razširjena recimo v darovanje svoje lastne krvi v ogenj. Ker Kali je boginja, ki pravzaprav zahteva kri. In ko smo prej nisem omenila, torej z spremembo v sami viziji rituala, kaj naj bi pravi ritual predstavljal, kar se zgodi s samo Bhagavad Gito, je bilo seveda rečeno tudi, da pa živalska žrtev ni primerna. Bog ne želi živalske žrtve, torej šlo tudi za ta odmik od živalskega žrtvovanja. Je pa zanimivo, da se recimo, kar se tiče živalskega žrtvovanja, le to v Indiji ohranja samo še v primeru čaščenja Kali. Torej Kali vsak dan zahteva eno živalsko žrtev, ali verjetno tudi malce večje živali, pa še kri meditirajočega. Tako da recimo sama struktura, sama narava rituala, ki se dogaja tako na nekih intimnejših prostorih kot v templih, je precej divja, neokročena. Tako da recimo tempelj Kali, to je iz Kalkute, Kaligat, pravzaprav predstavlja eno totaliteto tega, kar je sama Kali, torej zmes dobrega, slabega, življenja in smrti. Torej ti templji so silno divji, ker utelešajo to njeno identiteto. Niso čisti, so tudi umazani, vse po tleh, notri so živali, poleg ljudi. Skratka, kaj to tudi odslikava? Torej tisto, kar je bistvena identiteta Kali, preseganje nasproti, torej nič ni dobro, nič ni slabo, nič ni čisto, nič ni nečisto. To je tudi recimo značilnost raznih tantričnih tradicij, recimo tudi tantričnega budizma, ampak tisto potem v tantrični budizem prispeje pod vplivom indijskega mahajanskega budizma. Skratka, Kali zapoveduje preseganje vseh nasproti, hkrati, ko vse združuje v sebi kot popolnoma enakovredne. Tako da to je ta tempelj še podnevi, skratka divja, kot je divja sama Kali in tudi tak je ritual. Tukaj pa še recimo en pomemben tempelj, ki je pa tudi povezan z duhovnimi prizadevanji Ramakrishne, ki je znanega kalkutanskega mistika. On je bil izjemno predan častilec Kali. In recimo tukaj je ta prostor, pravzaprav bi lahko rekli, da je njegov duhovni eksperimentalni laboratorij, kjer je doživljal oziroma vzpostavljal stike in imel neke vizije Kali in je tudi padal v razne
določene skali in so se seveda tudi potem na eni točki zbali, za nekaj časa prepovedali, sploh ne vstopiti v ta tempelj. In to nekako kaže tudi na to, kako silna je moč, recimo, te preobrazbe oziroma tega stika. In to je nekako tudi ta bistvena razlika med levimi in desnimi tantričnimi tradicijami, tudi v budizmu. Ne gre samo za nek drugačen zunanji ritual v templju, pa gre predvsem za naravo notranje preobrazbe, ki je lahko tukaj, v tem kontekstu, precej radikalna in v določenih primerih tudi nevarna. Kar se pa tiče recimo samega rituala v obliki festivala, ti večinoma potekajo v Kalkuti, torej v vzhodni Bengali. Gre pravzaprav za, tako kot je nekako značilno za vse tantrične tradicije, za čiščenje kali v podobi, torej njene grozljive podobe. Ampak ta grozljiva podoba ne predstavlja samo uničenja smrti, ampak pravzaprav nekako simbolizira tudi preobrazbo. Zlasti gre za to. Torej verniki jo nazivajo mati ne zato, ker je hudobna do njih, ker jih lahko uniči, ampak pravzaprav zato, ker stik z njo in darovanje te bogini nekako vodi tudi do eliminacije vsega slabega v njihovih življenjih. Tako recimo, kar se pa tiče ritualov, ki se izvajajo v templih posvečeni Lakšmi, gre pa za precej bolj strukturirane, umiljene rituale. Takšni so tudi templji. Templji, recimo posvečeni Lakšmi, ta je iz Nedelja, so popolno nasprotje templjev Kali. Tam je ena spokojnost, milina in čistost. In recimo tudi, ko se izvaja Lakšmi puja, torej to je neko večje čiščenje Lakšmi, torej javno, ne neko individualno, ampak torej festival, daritev, čiščenje, ki je posvečeno bogini blagostanja, je pravzaprav to nekaj, kar nekako izhaja oziroma preliminarno za kakršenkoli obred. Tudi ta Lakšmi puja je očiščevanje. Torej očiščevanje prostora, notranje očiščevanje z meditacijo, torej priprava obrednega prostora, očiščenje sebe, prižig ognja in potem daritev, voda, cvet, zelo v tem stilu, kot je izpostavil Kršna v Bhagavad Giti. Skratka, gre za eno tako izrazito razliko med čistim in nečistim, kar je pravzaprav predpogoj, da lahko sploh vstopimo v sveti prostor Kali, Lakšmi in se nekako začnemo posluževati tehnik, ki vodijo v stika. To je predpogoj, tako da gre nekako za to bistveno razlikovanje med čistostjo in nečistostjo. Medtem ko za Kali bi lahko rekli, Kali človeka živi popolnoma nečistega. Takšnega kot je, ne pride tja z vsemi svojimi tegobami, potem bo on na koncu opravilo to vrhovno očiščenje. Tako da recimo Lakšmi puja, tudi kar se tiče teh puč, ki se izvajajo doma, je pravzaprav analogna tem večjim obredom. In gre pravzaprav tudi za nekaj, kar nekako predstavlja človeku neko stabilnost in harmonijo. Gre seveda tudi za zelo izdelane meditacijske tehnike, torej tistih, ki se posvečajo poti, ki vodi do nekega globljega stika z Lakšmi, torej ne samo teh zunanjih oblik čiščenja, ampak vseeno je to recimo sama Lakšmi predstavljajo kot tista, ki nudi zavetje. Lakšmi je pravzaprav mati na en drugačen način kot Kali. To se kaže tudi recimo pač v samem obredu, v samem načinu nagovarjanja teh dveh bogin. Nekaj recimo, če primerjamo to vlogo matere Lakšmi in mati, ki ima moža Višnuja, ki je oče. Ampak oče je jezen. Oče otroke kaznuje in oče skrbi za neko širšo pravičnost. Oče skrbi za, Višnu kot oče skrbi za vesolje, torej skrbi za dharmo na neki bolj univerzalni ravni, ampak je jezen na svoje otroke, če seveda grešijo. Veliko pesem, ki so povezane tudi s čiščenjem Lakšmi, je prošnja za zavetje pred jeznim očetom Višnujem. Hkrati je pa kot rečeno, Lakšmi je tista, ki nudi bolj
neko intimnost svojo častilco. Ker Višnja je pač milostno univerzum v celoti se uteleša kot avatara, zato da bi pomagal, ne pa recimo nagovarja pa toliko posamičnih častilcev. To vlogo recimo tudi prevzema Lakšmi, zato je tudi čaščena v ritualu kot mati, torej kot tista, ki ni za vetre. Tako da si lahko recimo preberemo eno pesem iz Padma Purane z naslovom Šri Lakšmi. Lakšmi, tiha kraljica lotosove svetlobe, ki stopaš po zlatem prahu jutra, iz tvojih dlani se razliva milost kot reka, ki hrani svet. Tvoje ime je šepet obilja, ne le v zlatu, temveč v miru srca, v polnosti diha, v spokojnosti doma, v radosti, ki ne pozna strahu. Naj se pred tvojim sijem ukloni senca, naj se odprejo vrata blaginje in nežnosti, o mati lepote, varuhinja ravnovesja, pridi in predivaj in tihoti naši ljudi. To je taka klasična podoba matere, pravzaprav, to je tista, ki ne povzroča strahu, ampak pravzaprav eliminira vse strahove. In nagovor Lakšmi je pravzaprav priprošnja ravno za to, ravno za njeno toplino. Tukaj imamo pa, očitno mi je pa všel en PowerPoint, ker sem imela še pesmi za Karijeva. Se opravičujem. Tukaj je, da sem šla naprej. To je pa recimo ena pesem, ki je namenjena Kariju. Torej pesem, ki jo tudi izrekajo ob raznih obrednih meditacijskih dejavnostih, ko vstopajo torej v njen nepredvidljiv in nevaren prostor. Pravi takole, ker ljubiš kraj pepelitev, svoje srce se spremenilo, da boš lahko ti temna pokrina kraja plamenov vse ne plesalo tam. Nič želja ni več ostalo, imam na tej grmadi, ogenj gori v mojem srcu in vse sem pokril z njegovim pepelom. Vse je pripravljeno, da prideš. Zmagovalec nad smrtjo bo uničenje leži v tvojih nogah. Vendar ti pridima, rešil bi ki mu gledal, da bom zaprti očemi. Tako da nekako tukaj lahko vidite eno tako popolnoma drugačno nagovarjanje ene in druge boginje, ampak kot sem nekako izpostavila že na samem začetku, da nekako, če gledamo na boginjo kot eno, kot totaliteto vseh teh najrazličnejših vidikov bivajočega, od prijetnih do manj prijetnih, do prehotnih, srkljivih, je pravzaprav bi lahko nekako obe poti seveda opredelili kot popolnoma enakovredni, torej kot bolj dva različna načina, ki seveda pač vodita k vrhovnemu spoznanju Mahadevi. Tako, a že moram končati? Aha, še tako. Tako je tukaj bi recimo, to bi še rada izpostavila, da pravzaprav ne pri samem čiščenju in ene in druge boginje gre za neka dva različna načina ohranjanja reda. Recimo, če se pri tem mi nekako na misel prišla ta misel Bele Hammaša, ki govori o redu, oziroma o Patmosu 2, govori o redu in strukturi. Torej, red je nekaj, kar je pred vsakim eksistence. Vsele je, in ko ustvarja svet, se človek poskuša temu prvobitnemu redu, te harmoniji približati na različne načine. In ponavadi je ta način struktura. Struktura pravzaprav je nekaj, kar poskuša biti red, ampak red v resnici nikoli ne more biti. In to pomeni pač nekako oboj tega izvornega reda in pomeni pravzaprav korak daleč od te harmonije, ki naj bi bila vzpostavljena. In recimo to harmonijo, oziroma ta način vzpostavljanja reda, torej svojega notranjega in hkrati zunanjega, se različno kaže v teh dveh tradicijah. Recimo v tradiciji čiščenja Lakšmi gre za neke druge vrste red, kot v primeru čiščenja Kali. Torej pri čiščenju Lakšmi gre za upoštevanje tudi neke zunanje strukture. Kot smo videli, torej upoštevanje tudi same strukture formacije nekega prostora, njegove čistosti. Torej gre za neko strukturo, ki je bila jasno tudi nekako zapovedana s strani družbenih norm, kot tista, ki je pravilna, ki je nekako kontekstualizirana v smislu sam ritual, lahko nekako človeka pripelje k Božjemu. Torej je upoštevanje nekih
tista, ki ruši strukturo. In pravzaprav poskuša ta red nekako posnemati na popolnoma drugačen način. Z izničenjem samega reda, ker pravzaprav je red tudi bolje v tantričnih tradicijah, upoštevanje nekih norm, konvencij, je pravzaprav nekaj, kar omejuje vsakršno prizadevanje in nekako onemogoča recimo pač polnost nekega doživetja na koncu. Tako da je nekaj, kar zameji samo spoznanje in nekaj, kar zamejuje ritual. Rušenje struktur pa predstavlja seveda pač izjemno nepredvidljivo pot, ampak tudi tisto končno vrhovno doživetje, ki se nekako pojavlja v svoji polnosti. Tako da tukaj je recimo tudi ta ideja prišla na misel, kako se nekako ta razmerja med rušenjem strukture in približevanja temu redu nekako kažejo tudi v teh dveh tradicijah. Tako pa bi morda zaključila na tej točki, pa še lahko odpremo kakšno razpravo, bom zelo vesela vprašanj. Je kakšno vprašanje? Eno vprašanje je, kako pa tole odzvanja v budizmu? Budizem je prevzel delno tudi šivaistične zadeve, tudi te temne. Me prav zanima, kako pa to Mahajana oziroma Tantrajana, ali pa Dzogchen, ne vem kaj, prevzame. Tako je. Še mogoče še bolj sublimno. Ampak je tudi kar, recimo, kar se tudi samega rituala tiče, vseh teh začetnih tantričnih ritualov, je kar tako zelo konkretno, ker je bilo tudi navdihnjeno s strani teh tantrikov, ki so se zadržali v Kašmirju. Ti bengalski tantriki, ti sahadžija, ki so potem nekako šli iz Bengalije v Kašmir, so se potem nekako seznanjali s temi tehnikami, tako da tudi v kontekstu budizma lahko govorimo o dveh vrstah tantra, znotraj tibetanskega recimo. Ja, tako. Gelug je ta konvencionalni ritual, Kagyu je pa nekako pač izhaja iz preseganja teh družbenih norm. Absolutno se to tudi kaže v budizmu, že recimo v zgodbi Milarepa. Milarepa je tisti, ki ruši vse te strukture, konvencija, ki pač ponudi v Urbani alkohol. In to je v bistvu prvi znak tega, da ne gledati na to, kar je vzpostavljeno s strani družbe, torej hierarhije, kakršnekoli zapovedi, ker to pravzaprav nekako ubija to izvorno iz kakršnega prizadevanja, ga zelo, zelo omeji. Tako da recimo z Milarepo se je pojavila ta bistveni obrat, ampak nekako so seveda pač ti budistični tantriki v Kašmirju že prej prakticirali tudi te tehnike, ki pač niso bile širše sprejete in niso pač upoštevali nekih teh konvencionalnih zapovedanih vzorcev. Tako da se kaže na zelo podoben način. Še posebej v Nepalu, ampak za Nepal ne morem žal nič kaj gotovega reči, ampak kakor pričajo kolegi, ki pač tam raziskujejo, da na eni točki je že zelo težko ločiti čaka tradicijo pa budizem. Tako da ampak recimo tudi pač ti elementi iz šivaizma in šaktizma so prišli v budizem, tudi kar se tiče recimo samih upodobitev oziroma same prisotnosti hindujskih božanstv v budističnih templih, pa tudi na stenskih poslikavah. Zelo pogosto je narisan Šiva, pa Sati oziroma Parvati, so ti močni šivaistični elementi. Zdaj te budistične boginje, ki so pač nekako navdihnjene pri same identiteti Kali, so pa tudi recimo pač izjemno pomembne pač bolj v teh smerih, ki sledijo Kagyu. Recimo Činamasta oziroma Činamunda, to je ta temna boginja, spada v to kategorijo boginj Kali, to je ta boginja z odsekano glavo, recimo. Ampak ona je hindujsko-budistična boginja, tako da se nekako pač pojavlja v obeh panteonih. Jaz te vprašam, Nina, a je kakšna zveza v tem ritualu pač boginje Kali
generaciji Eros Thanatos, ker tantra je nasploh znana kot v bistvu neka pot, tudi erotike in tako naprej. Namreč na enem od teh tvojih slajdov je bilo tudi nekako mogoče nakazano, da taka zveza obstaja. Recimo, kako je s tem, ali je to čisto druga veja tantre pol? Ne, so tudi recimo pač te Kali-Gula tantre, oziroma pač te skupine čiščenja, recimo nekako tudi se poslužujejo tega, recimo pač tudi nekih... Nekaj tantra je, mislim, tisto, recimo, najbolj znane so glede tantre, vsaj, pač jaz nisem kakšen poznavalec tega, ampak to, kar sem prebral, recimo, te razne vrste, tudi kundalini joge in podobno, to verjetno... To je zahodna tantra. To je drugo, to nima s tem zveze. Ja, mislim, ima s tem zveze, ampak recimo pri zahod je pa, recimo, ko omeniš tantro na zahodu, si pa tako, spodnost, Tega je 0,5% ljudi, če je v teh skupinah. Ampak vseeno v tem odnosu, recimo, tudi že druge do teh bogov, pa tako, ker predvsej se vrtelo okrog tega odnosa med moškimi in ženskimi božanstvi, in kot ta nesram fascinacija teh moških božanstv, da jih ženska v bistvu, da premaga demoni in tako naprej, Potem pa tisti, recimo, neke vrste podrejenosti tudi na teh slikah, A potem tukaj se ti ne zdi, da je tukaj tudi prisoten nek tak, recimo, dokaj čuden, mogoče deloma tudi sadomazo odnosa, ki tazga, ne moramo sploh o tem govoriti, mislim konkretno pri Kali, bogini Kali. Mislim, da so te v določenih tradicijah, ampak tega je res zelo malo, ampak tega sploh ne vem, to je recimo samo še v Nepalu, zdaj recimo prakticira tudi neke spolne prakse, ampak ja ne bi rekla, da so ravno sadomazohistične, Jaz bi bolj rekla, da te slike, ki sem jih prikazala, simbolizirajo najbolj konkreten način tisto, kar je bilo recimo v Sankhi izpostavljeno bolj abstraktno, razmerje med duhom in materijo, Puruša in Prakrti. Recimo v Sankhi je bila pač materija podrejena, oziroma sta bila dva enakovredna principa, ampak materija je bila brez zavesti, je bila nekako tista, ki je nekako morala od Puruše prejeti ta zavestni moment, da je sploh lahko kaj ustvarila. Zdaj s tantričnimi tradicijami pa gre tudi tako pač za osvobajanje materije in samega telesa, ker gre tudi za drugačno pojmovanje telesa in materija, ki je bila takrat nekako ni še bila opredeljena vsaki kot ženska, ampak se pozneje pojavi ta moško-ženska simbolika, se nekako pač osamosvoji, bi lahko rekli. In nekako v šakta tradiciji se pa popolnoma osvobodi, dobi še pravzaprav ta zavestni element, oziroma je hkrati duh in materija v enem in stopi na šivo, si ga pravzaprav podredi. Tako da, recimo, to beremo v tem čisto bolj abstraktnem besednjaku, Se ta podreditev, Tako ta podreditev, to lahko beremo na tak način, kaj se pač tiče te sličice, ki si jo, verjetno si to omenil. Tukaj gre pa za, ne reči za to mislika, tukaj gre pa v bistvu tudi za lingua mignoni. Torej, za lingua mignoni lahko tudi čisto abstraktni ravni predstavljate pač moški in ženski princip, ki oba skupaj pravzaprav privedeta do nastanka stvarjenja. Ampak zdaj v tantričnih tradicijah, vse v neotantričnih ni tako, da je ta princip pač vedno eden, ki je pač polariziran na dva dela, ki sta pač popolnoma enakovredna. So tudi še kakšni dualistični sistemi, recimo v južnem šivaizmu šola Šajva Siddharta, kjer je razmerje moški-žensko materija duh zelo konvencionalno, sledeč Sankhi, ampak načeloma v teh tradicijah to razmerje, ki je pač tukaj predstavljeno na ta način. Ima pa gotovo to pač tudi neke konotacije na razne spolne prakse, ki pa se, kot sem rekla, v Indiji zelo, zelo redko izvajajo. Večinoma, kar se tiče čiščenja Kali, se v Indiji te ne prakticirajo, ampak se v Nepalu, v zelo majhnih skupinah. Tako da sam izraz tantra kaj označuje? Povezano skupaj. In to smo mi nekako na zahodu prevzeli kot neko pač erotiko ali karkoli. To je tako, en droben procent tega, kot recimo pač del neke duhovne prakse, ki pa mora biti seveda uravnotežena tudi pač s precej rigorozno askezo. Tako da ja. Da sem te odgovorila, Marko, Ja. Okej, tako.
še z moje strani nekaj kratkih vprašanj. Prvo je vezano na delitev na levo in desno tantrično tradicijo. Ali je ta delitev indijskega izvora, ali je to... Indijskega izvora, ja. No, se mi zdi zanimivo, čisto antropološko gledano, da tudi indijske tradicije zelo podobno razumejo levo in desno kot pri nas. Na eni strani imamo ta konzervativni, desni, ohranjajoči in drugi bolj spontan, svobodni, rušilni, nekonvencionalni. Veš, Morgana, kaj se to nanaša? Je ta delitev levo-desno znotraj hinduizma tudi sicer bolj pogosto navzoča, ali se je navzoča samo pri tej delitvi, tej distinkciji na leve in desne tantrične? Povem, iz katerega teksta je, ker sem šla to gledati, ja, na dogodku prečitak precej nenavadno, nisem se čisto ukvarjala, mislim, vedela sem pač, da to obstaja, ne, ta delitev, ampak tudi ta dva izraza, ampak sem šla po tekste gledati, ja, in se iz enih Bhairava Tantra, to je 9. do 10. stoletja, Jayadratha Yamana tekst je, en tantričen tekst. V tem se pojavi. Samo v tem tekstu? To je najzgodnejši tekst, ker se ta delitev pojavi, ja. Moram priznati, da še nisem tako podrobno raziskala zdaj, kako se to nekako naprej... Mislim, naprej se to pač se nekako to uveljavilo, ne, to pač v nekem splošnem diskurzu, ampak ja, prvič je ta delitev, ne, tako levo-desno, ne, točno to pomeni, ampak ja, mogla bi pa raziskati, ne, mislim, kam to pravzaprav sega, ne, sama formulacija levo pa desno, ja. Drugo kratko vprašanje je bolj komparativne narave, ko si razlagala, zelo lepo opisovala razlike med Lakšmi in Kali. Sem pogosto bil z mislimi v grški tradiciji, pa me zanima, ali so tukaj kakšne primerjave, ali ti vidiš kakšno primerjavo, na prvi pogled namreč obstaja med Lakšmi in Kali na eni strani znotraj hindujske in apoliničnim in dionizičnim oporom in dionizem znotraj grške mitološke tradicije. Ja, sem že naletela na študije, ja, sem že naletela na te študije, ampak bolj v navezavi na Šivo kot Dioniza, ja. Tako je Šiva kot pač neka čista afirmacija življenja, ne, to je nekaj nekonvencionalnega in Višnu kot pravzaprav kot neka urejenost, lepota, uniformiranost na nek način, ja. Tako da bolj kot na šakta tradicijo se nanaša na Višnu in Šivo, recimo, ampak vseeno lahko vsekakor povežemo tudi s tema, ne, ker to sta pač ženska pola tebe bogova, ne, ampak ja, recimo sem naletela na študije, ne, Šiva, indijski Dioniz, ja, tako ogromno je tega, ja. To sem tudi sam zašli, pa me zanimalo je ravno za Kali pa Lakšmi. In še zadnje vprašanje, ko si omenjala Kali, si omenjala tudi določene meditativne prakse, ki so povezane, se izvajajo v njenem imenu. Tukaj je kratko vprašanje, morda pa ni tako, vprašanje je gotovo kratko, mogoče je odgovor daljši. V čem se ta tradicija, meditativna tradicija razlikuje od drugih knjig, ki se ne izvajajo v imenu Kali ali pa pod njenim patronatom? Kaj pa meni konkretno Kali, kako poteka sama meditacija? Gre potem za neke vrste destrukcijo določenih moralnih drugih norm ali postopkov meditacije? Čem je taka specifika njenih meditativnih praks, v njenem imenu? Tako je, specifika se kaže recimo že pri samem izvajanju hatha yoga, ne, katere čakre se recimo aktivirajo. Pri čiščenju Kali se aktivira pač korenska čakra, pri Lakšmi je recimo srčna čakra, ne, zdaj ta sila, ne, ki potem nekako izhaja iz teh čakr, ima recimo pač drugačne preobrazbene učinke, drugače vpliva nekako na spremembo nekih mentalnih stanj oziroma na razpiranje nekih mentalnih stanj, kot recimo razpiranje srčne čakre v hatha yogi. Tako da recimo na ravni same joge se kaže v tem samih praksah, na katere dele se pravzaprav osredotoča sama meditacijska vadba in na kaj se osredotoča same telesne tehnike, ne, ker pač v bistvu ja, gre za pač, kako bom rekla, preprosto rečeno, gre za razliko v tem, kateri del subtilnega telesa se prebuja pri kateri tradiciji. En, ki ima neverjetno močene silne preobrazbe, to je ta, ki nekako nas pelje skozi našo lastno temo, kjer se recimo pač razpirajo tudi tisto, kar čemur v tibetanskem budizmu rečejo demonska področja, ne, to je bolj ta pristopa, ne, telo nekako razpre tisto, kar se v resnici ne želimo, tisto shrambo zavesti, kot bi rekel Vasoban, ki je najtemnejša. Tako da podobno je tukaj, ne. Gre predvsem najprej za psihofizično tehniko, ne, da
hatha yoga je pač bistveno vezana na telo. Tantra nekaj pač rehabilitira tudi telo. Tako da to bi rekla, da je tisto, kar je ključno, kar se tiče same hatha yoga. Kar se tiče pa samega kraja, sem pa nekako že prej omenila tudi prostor, torej čist nečist, pri kar je večinoma nečist, ker recimo pač neka nečistost prostora še nekako dodatno spodbuja pač soočanje, recimo pač nekimi panimi vlastmi sebe. In meditacije, ki so povezane s kali, so pravzaprav meditacije soočanja s smrtjo, torej strahove, ki so pač povezani s smrtjo. Zato je ta recimo pač preobrazba lahko pač veliko bolj, oziroma je ta duhovna pot veliko bolj težavna, veliko bolj nevarna, tudi pravijo, ker se lahko potem nekako izgubiš v svojih lastnih strahovih, recimo, tako da predvsem to je ta bistvena razlika. Seveda tudi recitiranje mantre so drugačne, recitiranje raznih pesmi, ki so posvečene kali, to sem prikazala recimo to razliko, da ste nekako tudi lahko zaslužili, da gre za dva popolnoma drugačna nagovora in za dva popolnoma drugačna značaja in tako da nekako cel ta spektr je povezan iz recitacijami in mudrami, zlasti pa recimo s hatha yogo, torej tistega, kar se v subtilnem telesu aktivirajo. Hvala za čudovito predavanje. Ja, hvala lepa za vprašanje. Še kakšno vprašanje? Če ni vprašanj, potem bi se jaz iskreno zahvalila današnji predavateljici. Mislim, da smo kar pričuli tudi številna vprašanja, vsi poglobljeno poslušali in seveda z velikim veseljem prisluhnili. Hvala lepa.